Lep pozdrav. Sem Damjan M. Trbovc, igralec v celjskem gledališču. Prebral vam bom Walt Disneyjevo različico pravljice Dama in potepuh. Pravljico, zaradi katere so postali špageti najbolj romantična hrana na svetu. Dama in potepuh. Božični večer. Povsod mir in tišina. Sneg je s svojim belim plaščem prekril drevje v parku in strehe v mestu. Na začetku tega stoletja smo, v stanovanju simpatičnega para Elizabete in Jakoba. Čas je, da se odprejo božična darila, ki ležijo pod bleščeče okrašeno in svetlečo se smrečico. Med številnimi darili se je skrivala tudi umetniška slika, ki jo je mlademu zakonskemu paru poslala teta Sara. Lizi je bila takoj všeč, njenemu možu pa ni niti najmanj ugajala. Predlagal je, da bi jo spravila v ropotarnico. Le kaj ti pride na misel, je Liza smeje se ugovarjala tej nenavadni ideji. Potem sta se lotila velike škatle, prevezane z živobarvnim trakom. Moje darilo zate, draga. O, mlad psiček, kako je čeden in ljubek, je vsaj iz sebe zaklicala Liza, ko je odprla škatlo. Kakšno ime pa mu bova dala? Kaj, ko bi jo klicala za Damo? Dama? Zakaj pa ne? Pravzaprav to kar ustreza njeni zunanjosti. Prav, kar Dama naj bo, se je strinjal tudi Jakob. Zima se je počasi prelivala v pomlad in Dama je pridno rasla. Leno se je pretegovala ob kaminu pri nogah svojih gospodarjev in Liza in Jakob sta jo na vso moč razvajala in ljubkovala. Bila je prav zadovoljna in srečna psička. Nedaleč od hiše njenih gospodarjev sta živela dva prijatelja, zdaj tudi njena. Eden izmed njiju je bil star škotski ovčar, Jack po imenu. Menda je v svoji bogati zbirki kosti še vedno hranil tudi prvo kost, ki jo je zagrebal. Seveda, čisto vsega, kar ljudje govoričijo, pa tudi ne smemo verjeti. Njenemu drugemu sosedu je bilo ime Dremuh. Dan za dnem je sanjaril o dobrih starih časih, ko je daleč naokoli slovel kot najbolj oster nos v deželi. Z leti je, žal, njegov znameniti voh bolj in bolj slabel in najbrž je prav to bil vzrok za njegov tako hudo melanholičen videz. Jack in Dremuh sta se močno razveselila, ko sta ugotovila, da je Dama dobila prvo ovratnico. Pravijo, da je to največja čast, ki jo lahko človek izkaže psu. To je znak zaupanja, je rekel Jack. Grozno, kako hitro teče čas. Zdi se mi, kot da je bilo včeraj, ko sem te učil slediti posledi, je zavzdihnil Dremuh in obujal spomine na čas, ko je bila Dama še neugledna mlada psička. In zdaj? Postala je odrasla in elegantna pasja gospodična, z novo čedno ovratnico. Želiva ti vse najboljše, sta ji zaželela oba prijatelja. Dama je bila zelo pametna in ustrežljiva psička. Izkoristila je prav vsako priložnost, da bi svojima gospodarjema pokazala svojo hvaležnost. Pridno je nosila Jakobu copate, prinesla časopis, ki ga je pismonoša porinil pod vrata. Z glasnim lajanjem je budila gospodarja, če je preslišal budilko in počela še vrsto tudi za Lizo koristnih stvari. Zjutraj po zajtrku je vedno najprej opravila svojo vsakodnevno dolžnost in se ponosno sprehodila po vrtu kot pravi pes čuvaj. Naloga, ki je zahtevala vso njeno pozornost. Varovati in obvarovati tako veliko zemljišče res ni niti najmanj preprosto. Prepodila je vrane, ki so se brezskrbno potikale po vrtu in povsod utikale svoj radovedni kljun. Ne. Teh ptičev ni bilo težko prestrašiti, ampak to niso bile edine živali, s katerimi se je spopadala Dama. Tam, med skladovnico drv pripravljeno za kamin, so se vsako jutro podile živali z gnusnimi smrčki in morala se je resnično potruditi, da je z glasnim lajanjem, razumljivo,
iz primerne varnostne razdalje, prepodila te grozljive nakaze, ki so ji povzročale prav kurjo polt. Bile so namreč orjaške podgane z ostrimi zobmi in hudobnimi očmi. Sploh ne vem, kaj neki bi Liza in Jakob počela brez mene. Ne čudim se, da sta tako prijazna z menoj, je sama s seboj govorila dama in bila zelo ponosna na to, da je lahko svojo zvestobo poplačala mlademu paru njuno ljubeznivost. Toda zlati časi ljubeznivega sožitja so se kar naenkrat spremenili. Elizabeta in Jakob sta sicer z damo še vedno prijazno ravnala, vendar ni bilo več tako, kot bi si psička želela. Ni si znala razložiti, zakaj nista bila več tako pozorna do nje kot prej. Ko je tako včasih dama prinesla v gobčku Elizabeti svojo vrvico, da bi jo peljala na sprehod, se njena gospodarica sploh ni zmenila zanjo. Mirno je pletla dalje in ubogi psički še pogleda ni privoščila. Ne vem sicer kaj, ampak nekaj sem ga zagotovo polomila, se je dama potožila svojima prijateljema, Jacku in Dremuhu. Liza in Jakob me komaj še opazita. Res ne vem, kaj je z njima narobe. On me sicer pogleda, a me pravzaprav sploh ne vidi. In Liza se sploh noče več igrati z menoj. Vedno samo plete in povsod po hiši ležijo punčke in igrače in drugi predmeti, ki jih doslej še nikoli nisem videla. Ja, draga moja gospodična, že razumem, je modro pokimal Dremuh. Poslušaj me zdaj. Veš, v življenju ljudi pride trenutek, ko dobijo otroka, je malce v zadregi pojasnjeval Jack. Je že tako. Še nekdo se bo pojavil v tvojem stanovanju. Majhen otročiček, dojenček, je dodal Dremuh. Otročiček? Kaj je to? Je zanimalo damo. Ja, veš, to je zelo nežno in nemočno bitjece in najbrž se z njim sploh ne boš smela igrati, je spet pojasnjeval Jack. Prišla je pomlad in blagodejna toplota je počasi pregnala zimski sneg. Sonce je veselo pošiljalo na zemljo svoje žarke in na vrtu je vse ozelenelo in vzcvetelo. Cvetice so zadehtele v tisočerih vonjavah, dnevi so postajali daljši in toplejši in z vseh strani je odmevalo živahno in veselo ptičje žvrgoljenje. Celo Jakob je postal bolj prijazen. Spet je ob prihodu domov pobožal damo po glavici in ona si je s prilizovanjem spet poskušala pridobiti njegovo naklonjenost. A kljub temu dama ni smela več spati ob posteli svojih gospodarjev. In tudi ni bila več najsrečnejši pes na svetu, kot takrat, ko so se ob večerjih po napornem dnevu vsi skupaj zbrali v sobi in jim je Liza tako lepo zaigrala na klavir in zapela kakšno prisrčno pesmico. Zdaj je morala dama vse dolge noči prespati v posebni košari v kuhinji, njeni gospodarji pa so v glavnem poskrbeli samo še za njeno hrano in pijačo. Kdo ve, mogoče bi jim morala biti celo hvaležna, da me ne vržejo iz hiše, je vsa žalostno razmišljala zapostavljena psička. Če se bo tako nadaljevalo, se bom navsezadnje znašla v mrzli pasji hišici zunaj na vrtu in sploh ne bom več smela stopiti v hišo. Jack, Dremuh in Potepuh. Simpatičen in prijeten potepuški mešanec, ki ga je dama spoznala pred kratkim, so jo opozarjali, da jo čakajo po otrokovem rojstvu še težji in bolj žalostni dnevi. Neke noči, ko je dama že ležala v svoji košari v kuhinji, je nad sabo v prvem nadstropju zaslišala korake. Le kaj počne Jakob ob tako pozni uri, se je začudila in vsa radovedna hitro stekla po stopnicah navzgor. Tam je ob telefonu stal njen gospodar in razburjeno in glasno govoril v slušalko. Teta Sara, vesela novica, končno se je zgodilo. Otročiček, ki sva ga tako težko čakala, se je rodil. Fantek je, krepak in zdrav fantek.
Ko sem prišla jaz v hišo, ni bil niti približno tako srečen, je žalostno ugovarjala dama, ko je poslušala svojega srečnega gospodarja. Potepuh je imel čisto prav. V človekovem srcu ni prostora za pravo ljubezen, in ko se rodi otrok, mora pes enostavno izginiti iz njega in prav nič mu ne pomaga, če se še tako repenči. Po nekaj dneh, ko se je prvo razburjenje poleglo, je Elizabeta dovolila dami, da stopi v otroško sobo. Prvič v svojem življenju je videla dojenčka in bila je navdušena nad drobcenim in prijaznim bitjecem. Najpomembnejše pa je bilo, da so postali njeni gospodarji spet bolj prijazni z njo. Še vedno me imajo radi, je bila srečna in vesela. Takoj moram poiskati Dremuha in Jacka in jima povedati to veselo novico. Zagotovo se bosta tega prav tako razveselila kot jaz. In potem je stekla iz hiše, da bi čim prej našla svoje stare prijatelje in z njimi delila svojo srečo. Jakob je moral kmalu odpotovati in k Elizabeti je prišla teta Sara, da bi pomagala pri njenih vsakodnevnih opravilih. Stara gospa pa ni prišla sama. S seboj je pripeljala svoji dve muci, ki sta bili strašansko razvajeni. Prepričani sta bili, da pripada stanovanje samo njima, in potikali sta se sem in tja po sobah in hodnikih in počeli vse, kar jima je padlo v glavo. Dama je bila v primeri z njima prava revica. Vsiljivka, ven, poberi se in to takoj! Ubogi otrok se bo še bolh nalezal od tebe, jo je nahrulila teta Sara in brcnila iz sobe. Nesramnica, kaj neki si misli, da sem navaden pocestni cucek? Še nikoli v življenju nisem imela bolh, je vsa ogorčena in užaljena razmišljala dama. Obe mački sta jo zaničljivo pogledali in se začeli norčevati iz nje. Hi, medve sva si in am, če obe imeni združiš, dobiš siam. Na svetu ni bolj elegantnih muck, kot sva medve. Siamski muci sva, z ostrimi kremplji. Le oglej si najine tace z zašiljenimi nohti. Sta se bahali in moleli dami pod nos svoje ostre, zakrivljene kremplje. Videti je bilo, kot da bi ji hoteli povedati, naj bo previdna, da si ne bo prislužila prask. Kakšni neprijazni mački! Tole stanovanje nama zelo ugaja in tukaj bova tudi ostali, je zatrjevala si. Ta pes pa mora na vsak način proč, jo je dopolnila Am. Mački sta začeli rogoviliti in razsajati po hiši. Prekucnili sta mizico in luč, ki je bila na njej, se je razbila na koščke. Potem sta skočili na klavir in medtem, ko je si utaknila svoje zašiljene kremplje v akvarij in na smrt prestrašila zlate ribice, je Am ustrahovala nesrečnega kanarčka v njegovi kletki. Ubogi ptiček je v trenutku izgubil svoj glas. Dama tega nasilja ni mogla več prenašati. Odločila se je, da bo nekaj ukrenila in z glasnim laježem se je zapodila za predrznima mačkama in ju začela preganjati. Toda si in Am sta se znašli in v svoji pokvarjenosti začeli na ves glas prav milo in proseče mijavkati. Mijav, mijav. Teta Sara ju je slišala in urno stekla navzdol po stopnicah. Kaj je narobe? Si, Am? Joj, moji ubogi mačici, kaj vama je storila ta zverina? Je zavreščala teta, ko je zagledala razdejanje v sobi, ki sta ga povzročili njeni mački. Ona pa ga je seveda pripisala dami. Kakšna nesreča! Miza prevrnjena, luč na tleh! No, kaj takega? Psi pa res ne spadajo v stanovanje. In hitro je zgrabila damo, jo pripela na vrvico in odbrzela z njo v posebno trgovino, kjer so prodajali pasje nagobčnike. Teta Sara je kupila nagobčnik in ga nataknila dami na gobček. Tako,
Da boš vedela, kaj se pravi preganjati moji nedolžni in ljubi mačici, ki ti nista storili nič žalega, je vpila nanjo. Kakšna krivica! Še nikoli ni nihče tako grdo in neusmiljeno ravnal s psičko. Bila je tako ogorčena in razočarana, da se je skušala strgati z vrvice in zbežati. Stoj, nikar tako ne vleci! Dami se je kljub vsemu posrečilo, da se je strgala z vrvice in s pripetim nagobčnikom je zdirjala po cesti navzdol. Ko je teta Sara videla, da je dama zbežala, je zadovoljno zamrmrala. Hvala Bogu, da smo se je znebili. Ta pes ne bo zdaj doma nikogar več motil. Ne bo mogel več strašiti zlatih ribic, prevračati pohištva, pa tudi bolh ne bo mogel več prenašati na otroka. Res imenitno, da je pobegnil. Upam, da se ne bo nikoli več vrnil. In teta Sara se je prav zadovoljna odpravila domov. Medtem je dama bežala in bežala, za njo pa so zdirjali tudi vsi drugi psi. Psička se je prestrašeno obrnila. Lajanje pocestnih psov je postajalo vedno glasnejše in bolj grozeče. Uboga dama še nikoli ni tako potrebovala pomoči kot ta hip. Na begu pred pocestnimi psi se je dama nenadoma znašla v neki predmestni četrti. Na njeno srečo jo je tam zagledal Potepuh in ji zaklical: Nič se ne boj, bom že jaz opravil s temi nesramneži. Zaščitil je svojo prijateljico, ki se je vsa nebogljena skrila za starimi sodi. Cucki so režeče začeli kazati svoje zobe, a Potepuh je poznal vsa pravila uličnega pretepa. Skočil je na prvega, brcnil drugega in na koncu je pognal v beg vso tolpo cuckov. Izginite in to čim prej, vi pasja drhav, se je drl za njimi. Je že urejeno, golobičica moja. Zrak je čist. Teh divjakov se ti ni treba več bati, je nežno prigovarjal preplašeni psički. Dama se je pomirila in svojemu prijatelju povedala vso svojo žalostno zgodbo. In zdaj res ne vem, kaj naj storim, je hlipala. Najprej se moraš znebiti te svoje zoprne maske. Poiskala bova mojega prijatelja Bobra in on nama bo pomagal, jo je tolažil Potepuh. Prijatelja sta odkorakala proti obrežju bližnje reke, kjer je Bober ves v ognju z vejami, blatom in drevesnimi debli popravljal nasip. Ko sta se Potepuh in Bober vljudno pozdravila, sta mu z damo razložila vse neprijetnosti, ki jih je morala prestati. Glodalec si je na to damo ogledal čisto od blizu in rekel: Ne premakni se, nič te ne bo bolelo. In že je s svojimi dolgimi in ostrimi prednjimi zobmi brez težav pregriznil usnjene jermene nagobčnika in tako rešil damo neprijetnega bremena. Potem si je Bober posadil nagobčnik na glavo, da bi mu služil kot zaščitna čelada. Obdržal je tudi jermene, saj bo z njimi lahko opasal drevesna debla in jih odvlekel v vodo. Dama in Potepuh sta se Bobru zahvalila in se poslovila. Nato sta sklenila, da se gresta potepat po mestu. Od zadaj sta skočila na voz s konjsko vprego ter se prepustila prijetni in ropotajoči vožnji. Prišli so tudi v predel, ki ga je Potepuh zelo dobro poznal. Ko so zavili okoli nekega ogla, je Potepuh zaklical: Pridi, steciva, tu blizu poznam prostorček, ki ti bo zagotovo všeč. Bliskovito sta skočila z voza in že stala pred tipično italijansko restavracijo. Lastnik Toni je moj dobri prijatelj. Pošten možakar je in zelo rad ima pse, bo že videla, je vneto obljubljal Potepuh in jo vodil proti restavraciji. Dama mu je nekoliko prestrašena in zmedena sledila, saj je šla prvič v svojem življenju v restavracijo. Toni ju je zelo prisrčno sprejel. Pripravil jima je mizo iz prevrnjenega vedra, ki ga je prekril še s pisanim prtom in okrasil svečo. In potem sta dama in Potepuh
ob luninem svitu in romantični svečavi uživala ob polnem krožniku slastnih špagetov, Toni pa je igral na harmoniko in jima nežno in romantično prepeval. Z njim je pel tudi njegov kuhar. Kakšno razkošje, kakšno ugodje! Bila je prekrasna zvezdnata noč in Potepuh je bil zares prijeten in prijazen spremljevalec. In koliko je vedel? Pripovedoval je dami o mestu in njegovih neštetih zanimivostih, saj je bil resničen Potepuh, ki je svoboden in brez gospodarja živel tam, kjer si je zaželel. Svoboda je nekaj najlepšega na svetu, se je navduševal. Seveda vedno ni šlo brez težav, a se mu je vendar zmerom nekako uspelo izvleči brez prask in s celo kožo. Šel je, kamor je hotel. Bil je Potepuh, pes brez ovratnice. V življenju se je vedno znašel, poznal je vse kote in vogale in vedno si je znal poiskati kaj za podzob. Pomagal je ljudem, ki so pri nakupovanju natovorili preveč zavitkov in zato jim je večkrat kakšen zavitek padel na tla. Potepuh ga je zgrabil z zobmi in nesel za njimi. Hvaležni ljudje so njegovo prizadevnost vedno obdarovali s kakšno poslastico. Da, Potepuh je bil premeten in pameten pes in je poznal ljudi. Tudi ob večerih, ko je napočil čas za spanje, si je vedno znal poiskati kakšen prazen sod, ki ga je obvaroval pred hladom ponoči. Ko sta dama in Potepuh povečerjala, sta se hvaležno poslovila od Tonija in njegovega kuharja. Dama se je odločila, da se bo vrnila domov. Kaj? Si znorela? Če se vrneš domov, si v nevarnosti, da bodo tvoj smrček spet stlačili pod nagobčnik. Nikar se še ne vračaj. Naj tvoji gospodari kar mirno počakajo in kar naj jih malce skrbi. Potem te bodo sprejeli z večjim veseljem, te obdarovali in te spet razvajali, da ne bi še enkrat pobegnila, ji je svetoval Potepuh, ki je dobro poznal življenje. No, pa naj bo. Bom pa še majčkeno ostala s teboj, se je vdala dama. Bleščeča polna luna se je mirno sprehajala po nebu in dami je ob njenem prijatelju čas tako hitro minil, da sploh ni opazila, kako pozno in temno je že. Prva bleda svetloba prihajajočega jutra je zato damo zelo presenetila. Za 100 pasjih repov, ali bo res že jutro? Že zdavnaj bi morala oditi. Zakaj pa? Prepričan sem bil, da bo šla z menoj. Skupaj bi spoznavala svet, doživljala vedno nove in nove pustolovščine in prav lepo bi se lahko zabavala, jo je skušal prepričati Potepuh. To bi bilo imenitno, verjamem ti. Ampak jaz sem obljubila, da bom pazila na otroka in ga varovala, je žalostno odgovorila dama. Prav, golobičica moja. Naj bo po tvoje. Spravil te bom domov kar po bližnjici. Ko sta prišla mimo nekega kokošnjaka, je Potepuha hipoma prešinila zanimiva misel. Hej, punči, si že kdaj preganjala kokoši? Ne, je odgovorila psička. No, potem sploh ne veš, kaj je pravo veselje. Ampak saj tega ne smeva, je bojazljivo ugovarjala dama. Samo malce se bova pozabavala, jo je hrabril Potepuh. Saj kokoši še spijo. Skrajni čas je, da se spravijo po koncu. Pridi, ne boj se, boš videla, kako zabavno je preplašiti te pernate živali. In Potepuh se je že plazil v kokošnjak. Dama se je malce obotavljala, potem pa se je tudi ona splazila skozi ograjo in zvesto sledila prijatelju. Neznansko sta se zabavala, ko sta začela drezati v kokoši, ki so bile zaprte v kokošnjaku. Zmeda v kokošnjaku je bila popolna. Na smrt preplašene kokoši so prhutale z ene strani na drugo in med glasnim kokodakanjem komaj našle izhod iz kokošnjaka. Potepuhov nos je nenadoma zavohal človeka. Začel je glasno lajati in opozarjati damo, da morata čim prej izginiti. Psička pa je razposajeno lajala v kokoš, ki je vsa obupana frfotala sem in tja in ni slišala niti lajanja svojega prijatelja, niti ni opazila kmeta, ki je nenadoma ves besen in jezen stal med vrati v kokošnjak.
Potepuhu se je še posrečilo zbežati. Dama pa se je znašla v rokah razjarjenega kmeta, ki jo je kaj hitro predal konjadercu. Ta jo je stlačil v kletko, ker je spoznala nekaj prijetnih pasjih tipov. Boris, na primer, je bil pravi ruski pes s šiljastim smrčkom, Pek je bil prisrčen kužek z dolgim čopom in prifrknjenim noskom. V kletki so bili še drugi sotrpini, ki so ji pripovedovali o tem, kako spretno se je Potepuh vedno izognil konjadercu. Pripovedovali pa so ji tudi, da je Potepuh velik zapeljivec in da ima med mestnimi psičkami veliko oboževalk. Dama je postala zelo žalostna, ko je spoznala, da nihče od njenih novih prijateljev nikoli ne bo zapustil te pasje kletke, razen če bi izkopali rov pod zemljo. Nihče med njimi namreč ni imel ovratnice s pasjo znamkico, kot ona. Ti boš kmalu spet doma, jo je potolažil Boris. In ker je imela pasjo znamko in ovratnico, se je dama res lahko kmalu vrnila domov. Še vedno pa je bila žalostna zaradi usode svojih novih prijateljev. Jack in Dremuh sta jo sicer skušala potolažiti, vse skupaj pa se je še bolj zapletlo, ko je prišel še Potepuh. Oba sta ga namreč obtoževala, da je on kriv za damino nesrečo. Res mi je žal zaradi tistih nesrečnih kokoši. Saj sem lajal, da bi lahko dama pravočasno pobegnila, se je opravičeval Potepuh. Zaradi tebe so me zaprli v kletko in samo svoji ovratnici se lahko zahvalim, da sem sploh prišla ven. Teta Sara pa me je še kaznovala in me s to verigo priklenila k moji hišici. Dama se je upravičeno počutila kot v zaporu, saj je izgubila vso svojo svobodo, prav tako pa tudi Lizino naklonjenost. Prepričana je bila, da se nikoli več ne bo smela igrati z otročičkom. Dremuh in Jack sta se poslovila od svoje žalostne sosede in ji ob slovesu obljubila. Pokliči naju, če naju boš potrebovala. Vedno ti bova pomagala. Bila sta resnično huda na Potepuha in nista mu mogla odpustiti, ker je zapeljal damo v nesrečo. Pusti me pri miru in poberi se k svojim prijateljicam, je dama vsa solzna odganjala Potepuha. Prav, kakor hočeš, pustil te bom sama. Ampak moraš mi verjeti, da sem prišel k tebi zato, da bi ti pomagal, ker te sploh ne morem gledati s to verigo okrog vratu. In potem je odšel čez vrt in izginil. Dama pa je ostala sama s svojo žalostjo in postalo ji je žal, da je svojega zvestega prijatelja tako ozmerjala. Najhuje pa je bilo, ko je zagledala med skladovnico drv velikansko in grozljivo podgano, ki se je splazila skozi vrata v hišo njenih gospodarjev. Ona pa ji tega ni mogla preprečiti, ker je bila priklenjena. Videla je, kako je podgana izginila skozi vrata. Njen nagon je povedal, da je ta nagnusni glodalec nevarna zverina. Zalajala je nanjo in na srečo Potepuh še ni bil predaleč in je slišal njen lajež. Ko je opazil, da se dogaja pri dami nekaj nenavadnega, je brz stekel nazaj. Medtem je ob daminem laježu postala pozorna tudi Elizabeta in je zaskrbljeno vprašala. Je kaj narobe, teta Sara? Nič, prav nič, Liza. Ta neumen pes protestira, ker je priklenjen, je odgovorila teta Sara. Sedela je pri oknu in skupaj s svojima nerazdružljivima mačkama Si in Am gledala skozi okno na vrt. Strašna in ostudna zverina se je splazila v hišo. Moram obvarovati otroka pred njo, je zaklicala dama Potepuhu. Ta je takoj spoznal nevarnost in pomagal dami, da se je rešila verige, potem pa sta oba bliskovito stekla v hišo in v otroško sobo. Pasja dlaka, prav si imela, kakšna podgana, je zavpil Potepuh, ko je videl, kako se grda žival plazi po sobi in ovohava zibelko nemočnega otročička. Hitro morava ukrepati, sicer bo prepozno, je priganjala dama. Podgana je začutila nevarnost, vsa se je nasršila in pokazala Potepuhu svoje dolge in ostre zobe.
Dama je obupana opazovala prizor in se pogumno postavila ob zibko v bran, da ne bi podgana skočila vanjo in ugriznila mirno spečega otroka. Potepuh je bil izkušen in pogumen pes, navajen na vse mogoče pretepe in bitke s sovražniki, a tokrat se je znašel v najbolj nevarnem položaju. Čeprav je bila podgana pred njim resnično velikanska in divja, se ji je pogumno postavil po robu, pripravljen na spopad z njo. Zapletla sta se v divji in neusmiljen boj. Potepuh je zasledoval svojega sovražnika in ga skušal na vsak način dobiti med zobe. Toda podgana je tekla, skakala in se vrtela, cvilila in grizla okoli sebe in niti za trenutek ni spustila iz oči pasjega gobca. Samo čakala je in se pripravljala, da bo ob prvi najmanjši neprevidnosti zasadila svoje ostre zobe v pasjega sovražnika. Oba nepomirljiva nasprotnika sta se borila z vsemi sredstvi, ki sta jih poznala. Bila je bitka na življenje in smrt. Dama se ni mogla vmešati, tudi če bi hotela, kajti njena naloga je bila varovati zibko, da ji ustudna gnusoba ne bi prišla blizu. Otroka je morala na vsak način obvarovati pred to strašno zverino. Končno se je Potepuhu posrečilo, da je zagrabil podgano s svojimi ostrimi zobmi. Boj je bil končan. Ob tem skakanju in divjanju pa se je zibka prevrnila in malček je padel na tla. Prestrašil se je in zajokal. Ko sta se prepričala, da se mu ni nič zgodilo, ga je dama tolažila. Nikar ne jokaj, nič se ni zgodilo in niti udaril se nisi. Hrup in ropot sta seveda odmevala po vsej hiši. Liza in teta Sara sta hitro stekli po stopnicah navzgor in zagledali prevrnjeno zibko in otročička, ki je ležal na tleh. Kaj počne ta pes tukaj? Je zatulila teta Sara in se z metlo spravila nad Potepuha. Pregnala ga je v drugo sobo ter za njim zaprla vrata, da ji ne bi ušel. Tako, zdaj si na varnem, tu boš ostal do jutri. Medtem je Elizabeta pobrala otročička s tal in ga čilega in zdravega vzela v naročje. Nato je vprašujoče in žalostno pogledala damo in jo vprašala, zakaj si to storila? Kaj je narobe s teboj? Ali res tako zelo sovražiš tega otroka? Ljubosumna je. Seboj je pripeljala celo še enega psa, da bi se oba lotila otroka, je odgovorila teta Sara, ki je bila zelo nezaupljiva. Ne, tega ne verjamem. Nekaj drugega je moralo biti. Mislim, da je dama videla tega cucka, kako se je priplazil v sobo in je šla za njim, da bi obvarovala otroka, je ugovarjala Liza, ker ni mogla verjeti, da bi bila psička tako hudobna. Niti ona, niti teta Sara pa nista vedeli, kaj vse sta storila oba pogumna psa, da bi obvarovala otroka pred nevarno in divjo podgano. Naslednjega dne je prišel konjederec s svojim vozom in Potepuh se je znašel za zapahi. Prav takrat pa se je vrnil Jakob svojega potovanja in radovedno vprašal, kaj pa se tu dogaja? Elizabeta mu je pojasnila, kaj se je zgodilo in da je z otrokom vse v redu. Konjederec pa je medtem odpeljal Potepuha in dama je vsa obupana divje lajala. Nekaj nam hoče povedati, je pojasnila Elizabeta. Dama je stekla v otroško sobo, se ustavila ob naslanjaču in glasno zalajala. Jakob je šel za njo in pod stolom odkril mrtvo podgano. Vse je jasno, tale pes ni napadel otroka, ampak ga je obvaroval, je od veselja zavpil Jakob. Teta Sara je svojo zmoto takoj obžalovala. O, kako mi je žal, morate mi oprostiti, da sem tako grdo mislila o dami in o tem cucku. Hitro k konjedercu. Mogoče bomo še pravočasno prišli. Dohiteti moramo voz, v kateri smeri se je odpeljal, je dama spraševala svoja prijatelja, Dremuha in Jacka. Za menoj. Moj nos sicer ni več tako oster kot nekoč,
A takšno koreto še vedno lahko odkrijem, je rekel Dremuh in vohljal po cesti kot v dobrih starih časih. Dama in Jack sta tekla za njim. Čez nekaj časa je Dremuh odkril sled in vsi trije so stekli, kar so jim dale noge, dohiteli in prehiteli voz ter se besno in glasno lajajoč zagnali v konje. Voz se je prevrnil in po nesreči je med prevračanjem močno udaril Dremuha, ki se je zvrnil na zemljo in negibno obležal. Dama je stekla k njemu in prestrašeno zavpila: Ubogi Dremuh! Brez skrbi, takoj bo spet pokonci, je rekel Jack, ko je pregledal svojega starega prijatelja in ugotovil, da si je pridelal le nekaj odrgnin in bučk. In Dremuh se je res že začel premikati. Zadovoljno se je nasmehnil, ker jim je uspelo, da so rešili potepuha. Najlepša hvala, dragi prijatelji. Nikoli vam ne bom mogel povrniti tega, kar ste storili zame, se je ganjeno zahvaljeval potepuh. Presrečen je bil, ko je videl damo, kako je nesebično pomagala pri njegovi osvoboditvi. Zagledala sta se drug v drugega. Bova spet prijatelja? Seveda, z veseljem, je odgovorila dama. V tistem trenutku sta se z avtom pripeljala Jakob in teta Sara in Jakob je zaklical kočijažu prevrnjenega voza. Stojte, tega psa ne smete odpeljati s seboj, vse je le velik nesporazum. Kaj pravite, da je ta pes vaš? Je vprašal kočijaž. No prav, zadnji trenutek ste prišli. Še malo in pripeljali bi do cilja, kjer bi ga takoj utaknili v kletko. In tako se je potepuh po zaslugi svojih prijateljev, dame, Jacka in Dremuha, rešil iz ujetništva, čeprav je to moral plačati Dremuh svojo nezgodo. Na srečo pa se je hitro spet postavil na noge. Imel je dobro nego, mir in dovolj dobre hrane. In bil je zelo ponosen na to, da je svojim vohom in pogumom lahko pomagal srečni družini, Elizabeti, Jakobu in malemu otročičku. Poleg tega pa je po tej pustolovščini spet bil ves mlad in važen in psom iz svoje in drugih sosesk bo lahko še dolgo časa pripovedoval zgodbo o dami in potepuhu. Spet so bili pred vrati božični prazniki. Vsi so se pripravljali, da jih bodo praznovali še bolj svečano kot doslej. Jack in Dremuh sta se skupaj z damo in potepuhom zleknila pod bogato okrašeno jelko. Dama in potepuh sta postala srečen par in starša razposajenega tropa majhnih psičkov, ki so bili vsi zelo podobni svoji mami. No, samo eden se je razlikoval. Bil je najbolj simpatičen in prava podoba svojega očeta. Potepuh ga je ljubeznivo gledal in se smehljal. Mislim, da bom moral zelo paziti nanj. Mar ni čisto podoben majhnemu potepuhu? Kaj pravite na to? Da, res je. Prav to je tisto, kar mi na njem najbolj ugaja, je pritrdila dama, ki je bila zelo ponosna na svoje poredno potomstvo. Konec.